Dobrodošli v novi epizodi ASEF podcasta. V tej sezoni raziskujemo eno najpomembnejših vprašanj za študente STEM področji: akademska pot ali industrija. Kaj pomeni graditi kariero kot raziskovalec in kaj pomeni znanje prenesti v podjetje? Sem Zara Bunc, študentka biokemije in ASEF štipendistka 2025 in skozi to sezono želim skupaj z vami raziskati obe poti, akademsko in industrijsko, skozi zgodbe ljudi, ki jih živijo v praksi. V prvi epizodi smo govorili o akademski poti, danes pa se osredotočamo na podjetništvo in industrijo. Z nami je dr. Frank Smrekar, ustanovitelj in direktor podjetja Jafral, ki deluje kot specializiran CDMO za bakteriofage. Gre torej za podjetje, ki za druga biotehnološka ali farmacevtska podjetja po naročilu razvija in proizvaja terapevtske produkte. Danes bomo govorili o bakteriofagih, torej o virusih, ki selektivno napadajo bakterije, in o tem, zakaj se v času naraščajoče odpornosti na antibiotike ponovno vračajo v ospredje. Dr. Smrekar, najlepša hvala, da ste se nam pridružili. Hvala za povabilo. Se res veselim tega pogovora. Začnimo povsem na začetku, da razjasnimo osnovo tudi za poslušalce, ki niso iz biomedicinskega področja. Kaj so bakteriofagi, kako delujejo in zakaj danes ponovno prihajajo v ospredje? Dobro vprašanje. Bakteriofagi so virusi, ki okužijo samo bakterije. Zelo enostavno, beseda izhaja iz grščine, kar je bakteriofagen, kar je jesti, to pomeni, da žrejo bakterije, kar je pa pomembno, da v bistvu bakteriofagi so najbolj pogost organizem na Zemlji in so v bistvu v naravi vse posod, živijo z nami. Velikokrat se pošalim, da nikoli nismo sami, bakteriofagi so zmeraj z nami, ko plavamo, kjerkoli v vodi so, in so naravni nasprotnik, predator bakterij. In cel čas v okolju je določen ravnotežje med bakterijami in bakteriofagi. Zakaj pa tako ste vprašali? Zakaj sedaj? To pomeni, da v našem telesu so bakterije, ki zopet so dobre bakterije, če poenostavim, in so določene slabe patogene in je zopet določeno ravnotežje. Zakaj so te bakteriofagi zdaj postali zanimivi? Če prije do prevelika količina slabih bakterij ali pa patogenih bakterij, sedaj zbolimo ali pač zboli žival ali rastlina postane okužena. En način je uporaba antibiotikov ali drugih sredstev in tam v tistem primeru bo tem antibiotik recimo uniči vse bakterije, dobre in slabe. Bakteriofag je pa zelo specifičen in v bistvu lahko deluje kot alternativa tem antibiotikom. Seveda so pa še dodatni plusi pa minusi, čisto ok. Nasplošno veliko govorimo o globalnem problemu odpornosti proti antibiotikom. Kot ste omenili, ali omogočajo bakteriofagi torej bolj ciljno, personalizirano zdravljenje okužb v primerjavi s klasičnimi antibiotiki, ki pogosto porušijo celoten mikrobiom? Da, to je točno tako, kot ste rekli, in se mi zdi, da moramo tudi zelo odkrito nasloviti, da bakteriofagi nikoli ne bodo povsem zamenjali antibiotikov in tudi ne rabijo. Antibiotiki so noro dobri za človeštvo in so ta prva linija, ki imajo širok spekter uporabe, ampak te, ki ste rekli, v bistvu uničijo pa tako slabe, kot tudi dobre, in potem moramo ali s probiotika ali kakorkoli zopet vzpostaviti ravnotežje. Medtem, ko bakteriofagi so pa specifični, to pomeni, včasih so zelo, zelo specifični, kar pomeni, ko mi razvijamo produkt, pravimo hkrati več bakteriofagov, čez mere se uniči samo nezaželjene bakterije, medtem ko vse dobre bakterije oziroma ravnotežje ostane tako, kot mora biti. V bistvu je, še to, dejansko je idealno zdravilo, kot je personalizirano zdravilo. To pomeni, v realnosti je to teoretično idealno zdravilo, ker dejansko ti uniči za vsakega lahko pacienta se naredi svoje zdravilo, se samo tisto pozdravi in to naprej. Seveda k temu prije pa dodatni stroški, če ga uporabimo kot personalizirano zdravilo. Torej, doktorirali ste na področju GMP proizvodnje plazmidne DNA in bakteriofagov. Vas fagi zanimajo torej že dolgo ali kako ste prišli do te teme doktorata in kako je ta izkušnja vplivala na vašo nadaljnjo kariero? Ja, bakteriofagi sem prišel do te teme preko doktorata. Ko sem v sklopu doktorata, moja naloga je bila proizvodnja plazmidne DNA in bakteriofagov GMP in v tistem primeru delal sem pri Bioseparation Sartorius. Oni proizvajajo kromatografske nosilce, praktično filtre, in se uporabljajo za to za čiščenje različnih biomolekul, tudi humanih virusov. Takrat še ni bilo bakteriofagov toliko poznanih. In pri tem zdaj
ali testiraš material, pa ga razviješ z humanimi virusi, je precej dražji proces, ker je delo z njimi precej teže. In moje doktorsko delo je bilo, da uporabim bakteriofage kot modelni sistem, kar je precej lažje, enostavnejše za testiranje. No, in tekom teh analiz, to pomeni sploh ne z nobenim z bakteriofagno terapijo povezano, ampak tekom analize literature sem pač jaz takrat naletel na, da se ponovno oživlja ta bakteriofagna terapija. In tako se je začel, in potem, ker je BS Separations delala samo na čiščenju tega, se je pač samo opazil, da obstaja niša, da nekdo pa tudi potrebuje celotno servis kot gojenje, in tako se je vse skupaj začelo, se je fral. Danes se veliko raziskovalcev po doktoratu odloči za industrijsko pot, pogosto zato, ker želijo že prej dobiti občutek, da njihova odkritja dosežejo prakso, ali pa tudi povsem zaradi finančnih razlogov. Kaj pa je bil glavni razlog, da ste se vi odločili za prehod iz neke bolj akademske poti v startup svet in industrijo? Vsak ima svoje želje, zato imamo veliko študentov pri nas in vsak mu pravim, da si mora najti, kaj njega veseli. Jaz, kljub temu, da mi je akademija zanimiva, sem mi bil zmeraj bolj pri srcu, večji izziv, ampak to je zopet samo zame, da preizkušiš določeno znanje ali pa poskušaš uporabiti znanje na industrijskem nivoju. In v bistvu lahko na ta način zelo praktično spremeniš, izboljšaš življenje, spremeniš nekomu te stvari. Na ta način je bila moja pot. Kako pa se po vaših izkušnjah razlikuje način razmišljanja znanstvenika od načina razmišljanja direktorja biotehnološkega podjetja? Precej. Znanstvenik in je prav, mu je prioritetno, da je radoveden, da se cel čas sprašuje, da cel čas išče vprašanja, seveda tudi rešitve, in je mogoče malo manj pod pritiskom časa in financ. Razumemo se, so tudi projekti in določene stvari ali pisanje člankov, medtem kot direktor biotehnološkega podjetja se pa mogoče je tudi mora biti del znanosti, in zato še zmeraj verjamem, da kot kdorkoli ali biotehnologija, inženirski se je dobro, da direktor ali pa nekdo, da razume znanost, ker ko mi planiramo stvari naprej, je težko planirati, če ne poznaš znanosti, če ne poznaš, ne razumeš rizika. Ampak pri vodenju podjetja pa še ogromno ostalih stvari, prodajanje aspekt, vodenje ekipe, doseganje ciljev. Zabavno. Torej, leta 2011 ste v Ljubljani ustanovili biotehnološko podjetje Jafral. Se lahko vrnete v tisti trenutek in opišete, kaj je bil tisti ključni trigger, ko ste se odločili za podjetniško pot? Ja, v bistvu je bil izziv. Zakaj pa ne? V bistvu sem še preden sem ustanovil podjetje, sem še delal v podjetju Roche, kar je multinacionalka, in delal sem v Sloveniji, bolj na prodajnem delu, in moram priznati, da so bili pogoji dela in sodelavci in podjetje super. Iz tega stališča ni, da bi mi nekaj prisililo, da je, ampak mi bil izziv, da sem še iz tega comfort zona poskusiti nekaj, in se mi zdi, da tako pravijo, da lahko ti je na koncu življenja žal samo, če nekaj nisi probal, ne pa če si probal, pa ti ni uspel. To je kar driving force zame. Kako težko pa je bilo v bistvu ustanoviti biotehnološki startup v Sloveniji pred več kot desetletjem, ko v bistvu fagna terapija še ni bila trend? Ja, zelo, nočem koga zmanjševati motivacije, ampak danes je kljub vsemu lažje, pa pred nami je bilo seveda še teže, ampak bi bil res izziv. Mi smo v bistvu začeli že kot sama biotehnologija, pa če tako ste rekli, se bakteriofagi niso bili poznani, mi smo hodili okoli, da bi našli nek venture capital, in ko smo rekli bakteriofagi, in so rekli, kaj je to, in potem, ali imamo tržno analizo, seveda nismo imeli tržne analize, ker če bi imeli tržne analize, bi bili že prepozni, ker bi že nekdo na tem delu. Tako nismo bili uspešni. Zopet, zelo enostavno. Da greš v kaj novega, rabiš imeti investitorje, ki so pripravljeni večjega rizika. Da vzameš večji rizik, ker imaš venture capital, ki lahko vzame tega okolja v Sloveniji ni bilo, zdaj določeno je, za bioteh mogoče še zmeraj manj, ampak zdaj v Ameriki bilo to precej lažje z tega stališča. Mi smo pač začeli, takrat je bilo še leto 2011, to je bilo po finančni krizi. Vem, da sem to zgodbo že velikokrat povedal, ampak pustimo to, da nismo mogli denarja dobiti, oziroma zato, da smo po tej zgodbi, ko ti nekdo da od znancev, ki ti verjame, da si dosti nor, da boš pač probal vse, kar bo šlo, če bo, če ne.
In potem sem sodelavcem, ki je še zmeraj sodelavec Žiga, smo v bistvu iskali laboratorijske prostore. In to je še v enem času, ki je bila kriza, tako da je bilo veliko prostih poslovnih prostorov. In ko smo šli okoli, pa so rekli, ja, imamo pol stane hiše, je proste, ne. Se rekli, kaj pa se bo delal? Se rekli, mikrobiologijo, laboratorij, take gne, toliko pa tudi nam ni hudega. Vse veste, vse bi, ampak kaj bo drugi rekli. Tako da smo imeli že to težave najti. Tako da smo potem našli nekje 40 kvadratno veliko pisarno in smo potem sodelavca sama 2 laboratoriji zgradila iz nič. On je mojster, zato sem bil sam pomoč, voda, elektrika. Opremo smo naročili iz Alibabe oziroma na ta način. Tako da bil res garažen začetek. Kakšna pa je bila prvotna vizija podjetja? Ste v bistvu že od začetka želeli graditi neko globalno biotehnološko podjetje ali je bila ideja bolj postopna? Ne, ja, že od začetka je bila globalna, ravno zdaj, ker niti takrat še zdaj nimamo načeloma nobene prodaje v Sloveniji, tako da je edina opcija, da gremo globalno. Kako pa je bilo potem dejansko na začetku prisotnega tveganja, tudi tako osebno, mislim, finančno so že omenili, profesionalno, poleg kolega, ki ste ga že omenili, kdo so bili vaši prvi sodelavci in kako ste gradili začetno ekipo? Ja, v bistvu, je bil sodelavec, pa je v bistvu še žena moja, ki je tudi začela, tako da rizik je bil ogromen, vsi na začetku, je tudi družina na začetku, so še otroci in vse so posila tudi za tam, tako da, ja, kot ti pravi včasih, da potrebuješ, mislim, da obajo teh kakšne 2 leti, da imaš denarje, da lahko narediš return on investment, vsaj nekaj, da preživiš. Mi tega nismo imeli 1 leto, you fly or die. Tako da, ja, rizik je bil velik, napetosti so bile velike. Na srečo nam je uspel, veliko truda, neki sreče zmeraj rabiš imeti, ampak ja, je izziv. Ste iz tega vidika kdaj v prvih letih dvomili odločitev za podjetniško pot? Ne, da bi dvomil, da bi mi bilo žal, ne. Seveda se pa velikokrat vprašaš, ali bomo zvozili oziroma ali nam uspe ali ne. Drugače pa ne, pa izkušnja. Je pa res, se mi zdi, da je pomembno, saj mogoče zame bilo to razumevanje, da mogoče se mi zdi, da v Sloveniji je velikokrat, da če se nekaj lotiš in če ti ne uspe, da je zdaj, potem je pa konec in te ljudje zdaj obsoje, zakaj. Mi je bolj všeč ameriška gleda ali pa zahodni, ko je prav, da probaš, če ti ne uspe, you learn something. Seveda ne smeš ponavljati tistih napak, ampak če greš s tem, da sam sebe ne obsoješ, da tudi če ti ne uspe, če si naredil vse, kar si mogel še danes, ne, če nam jutri ne uspe, če smo naredili vse, kar smo naredili, je to no. Da mogoče sam si greš čez te omejitve, no, ker mogoče v Sloveniji so še z mlajšo generacijo, kot je vaše, tega manj, kar me zelo veseli, ampak ja. No, zdaj na tem mestu se vprašam, zakaj ste se kljub globalnim ambicijam potem odločili, da podjetje ostane v Sloveniji in ga niste prenesli mogoče kakšno drugo biotehnološko središče, kot je Basel, Boston, London? Spet okoliščin, bolj osebnih okoliščin. Že želel sem si, zanimala bi me Amerika, sem v želje, ampak zaradi osebnih stvari smo potem tukaj začeli in smo tukaj ostali. Ampak ja, zagotovo bi bilo v Ameriki precej hitrejš, pa drugače. So pač plusi in minusi. Ampak ja, če bi sam iz poslovnega stališča gledal, pa zagotovo make sense nekje druge, ali pa UK. Tudi v tem času? Tudi v tem času, zagotovo. Seveda se je pa tudi potrebno zavedati, da veš, v čem se ukvarja. Zdaj, naš del je, mi smo proizvajalec po naročilu, CDMO, v Contract Manufacturing Organization. Da bi, kar pomeni, da nudimo storitev, to pomeni, da mi naredimo storitev, potem na plači in potem gremo naprej. Da bi mi sami zdravilo razvili, to je nepredstavljivo z naše stališča, to sploh je ta začetne faze, kot so zdravila, faza 1, faza 2, v bistvu še krka dela samo faza 3, pa že 4. Kar pomeni, da mi kar lahko gremo se, je v bistvu ta contract manufacturing. Iz tega contract manufacturinga smo pa trenutno nismo tako v slabem položaju, ker smo v Sloveniji, ker je v bistvu vsej tudi mislim, Novartis, Sandoz so tle veliko zgradili ravno za ta balans, da lahko, da je še zmeri kvaliteta življenja je dobra, znanje zaposlenih je in tam mogoče stroški so malo, saj za sedaj so recimo nižji, kot bili v Nemčiji ali pa Franciji. Tako da en ta balans je tudi ok, ker zdaj, če bi šli, seveda, če greš v Ameriko, so različne države in so ene, ki so super, zato tudi tam gradijo, da bi šel pa zdaj, da bi šli v London ali pa to, pa ne gre s takimi aktivnostmi, kakšne drugačne. Zdaj, kako se v bistvu vloga CDMO razlikuje od startupov, ki se ukvarjajo le z razvojem ali velikih farmacevtskih podjetij, ki imajo hkrati razvoj in proizvodnjo? Torej? Ja,
Precej. Mislim, če se startup ukvarja samo z razvojem, je logično, da običajno, če govorimo tukaj ne contract research, ampak samo research, da razvije svojo molekulo, recimo, ali svoj produkt, v bistvu oni rabijo investitorski denar in da rabiš ti razviti in dosežeš določene milestone, da priješ do tam. Ampak v to pomeni, da nisi ti, ne moreš pokazati, da si tržno sustainable, ne? Ker pač ti vlagaš cel čas. Ne? In to imamo v naši strani, ki so recimo podjetja, ki same razvije, pa pridobivajo, rezajo denar cel čas. V našem primeru, in so določeni plusi in minusi tega, ne? V našem primeru zasidemo, pa tega nijamo, ampak to pomeni, da moramo pa vsakič, da preživimo, ne? Moramo zaslužiti in se vsak mesec moramo dokazati, da smo dovolj naredili, da smo dovolj učinkovito naredili in je ta cikel je malo drugačen. No. Nam je pa poznan ti zdaj, ker večina naših partnerjev pač to dela. Če si po eni večji firmi, ki razvije zdravila, tam je pač velika konstrukcija, pa mogoče zopet plusi in minusi malo drugače razume, ker si pa mogoče malo, zagotovo si manj dojemljiv tudi do faila, če določeno zdravilo, ker se pač podjetje odloči pa mogoče za en drug program, mi smo imeli take primere z našimi partnerji, je pa mogoče si pa manj lahko vplivaš, jaz mislim, da na razvoj kot enem manjšem podjetju, ker si lahko huge impact, pa huge lahko spremeniš. Meni se zdi to za mlade the best, ker imaš lahko ta vpliv na to. No. Aha, v tem smislu bi priporočali nekemu mlademu študentu, da gre delati v kakšne manjše podjetje, kakor v Big Pharma podjetje? Dobro vprašanje, se zmeri diplomatsko izognem temu vprašanju, ker smo različni ljudje. Eni imajo radi strukturo in imajo radi večji sistem. Meni je, nič ne slabo, ampak mi je bolj všeč manjši sistem in se lažje z energijo dokažeš v manjšem, rečeš, to smo mi, jaz sem v bistvu še zmeraj vesel, ko rečem, mi smo to naredili, mi kot Jafral smo bili vključeni nekje, smo na evropskem nivoju ali pa smo mi naredili specifikacije prve, ki so bile in so zdaj clinical trial, ki se uporabljajo po celem svetu. Mogoče se lahko lažje poistovetiš z ciljem, ker veš, da je manjša skupina nas to dosegla, kot če si pa zopet nadslabega v enem večjem kolektivu. No. Ampak se pravim, tam je pač druge. Vsak mora najti, kaj mu ustreza bolj. Bolj ti so občutek, da imaš kot posameznik večji vpliv. Tako. In dejansko imaš, ker tle se lahko imamo eno osebo, ki bo rekla, ok, ti si zadolžen to, ne. Če si pač del 30 ljudi, ne boš mogel to vplivati, statično boš mogel to vplivati. Je več na tebi in boš rekel, lahko, je pa seveda tudi večji pressure, ki pač rečeš, da so mi zdaj pa, koliko kdo hoče prevzeti odgovornost in potem to, ja. Pogosto tudi poudarjate, da tudi najboljše zdravilo nima vrednosti, če ga ne znamo ustrezno proizvesti. V vašem podjetju zato ne proizvajate le fagov kot nekih znanstvenih konceptov, ampak jih industrializirate, pretvarjate kompleksne biološke viruse v standardizirane, GMP skladne terapevtske produkte. Zakaj GMP proizvodnja tako ključna prelomnica za prehod iz nekega akademskega laboratorija v klinične študije in regulirane trge? Ja, ta GMP je zelo lepo običajen. Lahko imaš najboljši produkt, če ga ne znaš, ne moreš varno proizvesti, ti nič ne pomaga, če ga ne znaš proizvesti, da je stabilen, ti nič ne pomaga, če ga znaš narediti, pa je cenovno ni ugoden, ti zopet ni zelo lep primer. Recimo nekdo iznaš, zdaj mi rekel, zdravilo za raka. Pa mogoče genska terapija, lep primer, ko je mogoče na pol poti, super, zdravilo je ali pa karti tehnologija. Zdravilo obstaja, rešitev v znanosti obstaja, vendar pri trenutnem procesu, pri trenutnih manufacturing, kakorkoli zahtevah, bi bilo težko, da bi si vsi prebivalci privoščili za 2 milijona zdravila. To pomeni, da zdravilo pa tam je. Ne? Potem je karti tehnologija, oziroma kjer ne moreš ti proizvesti, pa čaka zdravilo na policiji. In to pomeni, recimo, in to pomeni, če želiš. Ampak je prav, da vsako zdravilo v začetni fazi tudi dražje. Zdaj ali ga ti lahko poenostaviš in rečeš, zdaj pa mogočemo tudi ostalim, ki mogoče, si ga sami ne morejo privoščiti, pa mogoče, to je v bistvu ta preskok, ki je za vsak produkt isti. No. Mislim, saj za računalniki isto, včasih se ga lahko samo nekdo privoščil, zdaj pa cena toliko zrasla, zdaj pa lahko vsak ustvarja doma na domu. In to je ta, včasih znanstveni govorijo, da manufacturing proizvodnja ni toliko privlačna, ravno zato, ker je to samo ponavljajoča se dejavnost, ampak seveda sem subjektivno, ker na tem delam, ampak se mi zdi, da lahko pa za
pacienta ali pa za uporabnika naredi pa veliko spremembo, ravno to omogoči, ali se to lahko ljudje privoščijo ali pa ne. Je pa, kot zmeraj pravim, proizvodnja je samo en izmed delčkov cela puzzle. Moramo imeti nekoga, ki odkrije zdravila, moramo imeti nekoga, ki proizvede, moramo imeti nekoga, ki to distribuira, pa to tega part of the team. Poleg humane medicine se bakteriofagi vse bolj vključujejo tudi v nek koncept One Health, kje vse danes vidite njihove aplikacije, kot naprimer alternativo antibiotikov pri zdravljenju živine, v prehranski industriji in tako naprej. Ja, na vsakem izmed teh, je lahko na vsakem izmed teh segmentov. Je pa mogoče mi velikrat, ali pa v začetku smo slišali komentar, da če zdaj antibiotike vpeljemo, bomo na istem, če bakteriofage vpeljemo, bomo na istem kot z antibiotiki prijejo do rezistence, in bomo zopet na istem. V bistvu ni čisto tako, in zato se mi zdi, z tega stališča so bakteriofagi dobri, ker je ironično, bakterija celo lahko prej naredi rezistenco na bakteriofag, ampak kaj kritično je pa v naravi, biologiji, da pa ta cikl se cel čas balansira, da bomo mi nov antibiotik znašali, potem traja leta in leta, da pa ti nov bakteriofag iznajdeš, bo to živ narava, tega samo challenge znaš. Zakaj to povem? Ker recimo, če mi in zdaj imamo antibiotike, ki jih lahko uporabiš v humani, in zdaj pa je v prva linija, druga, tretja, četrta, nočeš jih, ta boljše prišparaš. In zato ni zdravo, pa tudi ni zaželeno, če bi zdaj antibiotike uporabljali tudi v food industriji, ko se včasih, ali pa to v bistvu potem prije zelo hitro do rezistence in na ljudeh pri boleznih ne bo več delovalo. Pri bakteriofagih je pa to lahko lažji način, ker ti lahko bakteriofaga res zelo hiter tazek, ki deluje, najdeš. In je na vseh teh stvareh, kot ste omenili, One Health, pa se agrikultura, food, prehranska, veterina, povsod se lahko uporablja. Pomemben je, da je platforma narejena, da je potrjena stališče regulative, pa seveda, kar je pa pomemben dejavnik, pa je, da je tudi ekonomsko učinkovito. Ker je pa mogoče v tej fazi še za kakšno agrikulturo, pa to je pa pomembno, da se proizvodnja toliko poceni, da je to ekonomsko vzdržno. Kako pa potem v praksi izgleda sam proizvod bakteriofaga za naročnika, od izbire gostitelja, genomske karakterizacije, odstranjevanja virulenčnih ali rezistenčnih genov, potem pa tudi do čiščenja in skaliranja procesa? V praksi je, zdaj, če začnemo, recimo imamo bakterijo, ki je patogena, za katero iščemo, mi, če bi šli čist v začetku, pa kjer smo tudi mi že bili, se gre potem v vode, v reke, odpadne vode, čistilne naprave so zelo dobre, se vzame naravni vzorec vode, se potem pomočnik skoncentrira, tako da se samo zadrži bakteriofage, potem pa se te bakteriofage praktično gledano v mikrobiološkem laboratoriju preveri na bakteriji ali kak del in se v bistvu praktično se naredi pika, lizira in potem ta bakteriofag se nagoji na tako količino, najprej to je še zmeraj mala skala, da se lahko sekvencira in ko se pri sekvenci, tako ste omenili, se potem analizirajo virulenčni faktorji, lizogenost, antibiotske rezistence, na bakteriofage in tudi na bakterije proizvodnem organizmu. Tudi to je pomembno seveda. Ko se določi, da sta oba bakteriofag in gostitelj ok za izdelavo, se potem je proizvodna zelo podobna kot, recimo, relativno podobna kot rekombinantni proteini ali pa prezmenje DNA, ker je v bistvu bakterijski celici, to pomeni, da imamo bioreaktor, v bioreaktorju, da proizvedeš bakteriofag, moraš najprej nacepiti ali pa okužiti, gojiti nekaj časa bakterije, to pomeni, da imaš gojiteljski organizem dovolj velike količine, se doda bakteriofag, se bakteriofag namnoži, potem se pa z različnimi metodami čiščenja, ki so zelo podobne kot za čiščenje humanih virusov, kromatografija, filtracija, proizvede dovolj čist produkt. Različne aplikacije, indikacije ima različno zahteven čist produkt. Praktično na koncu pa izgleda, da za humano uporabo so lahko vijale, tekočini, kot imamo kakšno cepiva, kaj tazga. Za agrikulturo je lahko 10-litrsko tekočine, kar pa imamo tudi naprej, pa še, da je v bistvu v prahu, da se liofilizira, pa spray drying suši tudi na ta način. V preteklosti so fag čistili z ultracentrifugiranjem v cezijevem kloridu, kar je v bistvu počasno, težko skalabilno in toksično. Fral uporablja monolitno kromatografijo, a mi pa tudi brezcelične sisteme. Kako ti tehnološki preboji pomagajo premostiti tisto dolino smrti med laboratorijskim odkritjem in klinično uporabo po svetu? Ja, te stvari so res pomembne. To je ta sprememba, ali kakšne metode se uporabljajo za čiščenje in ali skalabilno, ali ekonomsko upravičeno in ravno tega ste omenili, če je centrifugirano, pa to
ravno lahko imamo tudi najboljši bakterifag ali pa najboljše zdravilo. To ni izvedljivo na večji skali in lahko tudi so mogoče, ker obstaja cezijev klorid oziroma določene snovi, ki jih uporabljaš, niso uporabni v humani uporabi. Te nove tehnologije so ključ in mogoče tudi vprašanje, odgovor delno na to, ker zopet vsaka stvar je, ko bakterifagi so poznani že več kot 100 let in vsak vpraša več, ok, če so naravni, pa so že poznani, zakaj pa jih niso že prej uporabili, zakaj pa zdaj ne, pa so že začeli. In ena stvar je tudi ta, da včasih ni bilo tehnologije, ki bi omogočile kot prvo poznavanje, kot je, da lahko imamo sequencing, da imamo elektronski mikroskop, to pomeni poznanje tehnologije ali pa bakterifagov, drug del je pa način čiščenja, pa je to, da lahko naredimo v sklopu GMP ali pa na večji skali, no. In da je potem ekonomsko pravičeno. Danes biotehnologija vse bolj vključuje tudi umetno inteligenco in napredno bioinformatiko. Ali pri odkrivanju, selekciji ali načrtovanju novih bakteriofagov uporabljate tudi AI pristope? Delno tudi že, ja. Je pomembno tudi, no, če eno je za selekcijo, pa razumevanje, jaz mislim, da na tem delu bo v naslednjih letih veliko narejenega, pa mogoče eno je za selekcijo, predvsem pa je za razumevanje delovanja. Ne. Zdaj, če damo primerjavo z antibiotike, neki mala molekula in 70 let pa še zmeraj odkrivajo, na kak način se točno antibiotika ter dela. Bakterifag je res kompleksen organizem. Kdaj se pripne, kako se pripne, zakaj včasih se poduje več. Tlej še ogromno stvari in z AI-jem zagotovo bomo to lahko vsi skupaj na celem področju to pospešili. Vidite prihodnost predvsem v naravnih fagih ali tudi v gensko inženiranih fagih naslednje generacije, morda celo s CRISPR sistemi za natančno urejanje mikrobioma? Jaz mislim, da je prostor za oboje. Mi za večino naših partnerjev imamo podpisane pogodbo za zaupnosti, tako da ne smemo razkrivati, za koga proizvajamo, lahko pa glih, kaj ste omenili CRISPR, proizvajamo za ene dansko podjetje Snipper Biome, oni imajo točno to tehnologijo CRISPR, tako da mi za njih proizvajamo GMO fage in zopet za določene stvari je lahko dejansko dodana vrednost. Mislim, da za vse te stvari lahko vse umestimo in antibiotiki, naravne bakterifage, kakšen način ali bolj personaliziran ali ne, ali za GMO, so različne aplikacije, ki bodo smiselne in ki bodo tudi ekonomsko pravičene. Kako pa vidite prihodnost bakteriofagov v naslednjih 10 do 20 letih? Ali lahko res postanejo standardna terapija v postantibiotični dobi? Jaz upam, da ja, no. Malo se šalje. Ne, seveda. Na tem področju smo zdaj, mislim, da že 15 let, zavedamo se, da grejo stvari, smo bili bolj entuzijasti na začetku, pa da bo šel razvoj zelo hiter, s časoma, ne da si pesimističen, ampak ugotoviš, da moraš biti potrpežljiv, lepša beseda, da stvari grejo počasneje in tudi stališča, pa ne samo na bakterifagih, tudi na ostalih bioloških razvojih, in genska terapija LBP, ampak in seveda je ključno, da pride uspešno vse bakterifagih, da bi podjetje kakšno naredilo uspešno klinično fazo 3. V zadnjem času se veliko stvari na tem dogaja, tako da jaz seveda upam, da bo postalo, no. Kaj bi priporočali mladim raziskovalcem, ki razmišljajo o ustanovitvi biotehnološkega startupa? Je pomembnejša znanstvena odličnost, razumevanje regulative, sposobnost gradnje ekipe ali vztrajnost? Dobro, vprašanje so vse je pomembno. Vse, kar ste rekli. Ne? Brez nič, tudi če si vztrajen, pa če nimaš znanstvene odličnosti, ti nič ne pomaga. Ja, je pa zelo pomembno. Zelo velikokrat naše stvari primerjam s športom. In te, ki pravijo včasih, da športnika, da določen procent je talent, ampak veliko več je pa potem vztrajnost, je zelo pomembna vztrajnost, odprtost, da se zaveš, ker je te, ki ste na začetku vprašali, veliko stvari moraš različnih delati, ni neke specializacije. Moraš biti odprt in zagotovo nisem na vseh področjih ekspert, ga ni, mislim, da. In zato moraš se obdati s pravimi ljudmi in biti odprt in vsi morajo biti fair, da imajo skupen cilj in prije naprej najboljša ideja. Zdaj pa še za konec, če bi danes znova začeli, najprej gradili tehnologijo, proizvodnjo ali bi se najprej osredotočili na dobro ekipo? Pa verjeten, dobro vprašanje, mogoče celo na dobro ekipo. No. Jaz mislim, da ko poslušaš recimo tele venture capital, tvegan kapital, v katere podjetje vložijo, zelo pogosto reče, da ne vložijo v tehnologijo, ampak v ekipo. Ker te, ki pravi, da je ogromno, difficult part je težek del je to izpeljati. In da to izpelješ, v bistvu rabiš dobro ekipo. In sem prepričan, da tudi če tehnologija, res ne moreš naprej vedeti, ali tehnologija bo otherwise, drugače bi že kdo to naredil. Ne? Ampak če imaš pa ekipo, je čisto pošteno, da najdejo drug del in najdejo druge ideje in se mi zdi to kar ključno.
Dr. Smrekar, iskrena hvala za vaš čas in za zelo odprt pogled v podjetniško pot. Danes smo slišali, kako lahko znanstvena ideja preraste v podjetje in kako zahtevna je pot od doktorskega raziskovanja do GMP proizvodnje in globalnih partnerstev. Dotaknili smo se tveganja, odgovornosti, regulative, gradnje ekipe, pa tudi vizije in poguma, ki sta potrebna, da znanje iz laboratorija prenesemo v realni svet. Dragi poslušalci, hvala, ker ste bili z nami in hvala ASEF-u, da lahko ustvarjamo ta podcast. Se slišimo v naslednji epizodi ASEF podcasta.